Jaz bom prebral samo eno pesem iz tega fanzina, zaradi tega, ker je druga rahlo. Bi rekel, vizualna. Nje je potrebno brati, ne pa recitirati. Zakaj zapisujem pesmi tako nečitljivo? Samo iznakažena pisava je lahko prikaz in dokaz domišljavosti domišljije, potrebne za to, da bi v jugah in črtah spregledali črke. Pogubljen v lunaparku. Na začetku je bila reč, ki ni mogla izreči ali izreči ne besede, ne obsedeti na desnici kogarkoli. Postala je mlin veter, gluhi telefon, razuzdani trojanski konj, ki prenaša. Gospodarje, dovolj čuječne in poslušne, da se jim ni treba mazati čevljev z drobovino tistih, ki so padli. Zaradi nje in za njo. Izstradanec zadavi izstradanca, za kos kruha je žival. Kdor jo je sopostavil in motiviral z drobtinami, je ustvaril pošast. Vsi smo prestrašeni pred njo in nihče se ne počuti več toliko nedolžnega, da bi si upal prvi zalučati kamen. Zdaj ga nakupujemo za strelski zid, ki bi zmogel odbiti naboje vsakega kalibra. Včasih se kakšen odkruši od bremena, ki ga nosi, pretlehni glas prepiha, ga raznese po ulici, da pokosi dobromisleče in nič hudega sluteče mimoidoče. Nato ga, kos za kosom, skušajo spet sestaviti v monolitni mozaik zidu, kot svarilo ali opravičilo, in se prepirajo o kuri in jajcu. Medtem pa tekoči trak še naprej nemoteno melje, vrtiljake želja kot rusko ruleto, da zavaruje svet igral z živim ščitom tistih, ki so ostali brez svojega obraza pred vrati dvorane zrcal. Se stavbe spreminjajo v muzeje, crkovanja in arhive črkovanja, črepinskih sodb o tem, kar ne prihaja iz reči in se ne more izreči z nobeno drugo prispodobo kot edina stvarnost filmskega traku je trenutek, ko poči. Hvala.